Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Našo turistično infrastrukturo bi v grobem nekako lahko razdelil na 2 dela. Prva je infrastruktura, ki je povezana z največjim turističnim ponudnikom v naši občini, seveda to so Terme Banovci, na katerega se potem vežejo seveda tudi vsi ostali ponudniki zasebnih prenočitvenih in ostalih gostinskih in ostalih kapacitet. Nenazadnje tudi ekološke kmetije in vse ostalo, kar ponuja neposredno prodajo, je v tesni povezavi z termalnim kopališčem in pa z vsemi gosti, ki obiskujejo naš kraj. Drugi del naše turistične ponudbe pa je vsekakor del, ki predstavlja na nek način kulturni turizem in pa turizem v povezavi s kulturno in naravno dediščino. Zagotovo je največkrat prikazan turistični produkt, pa ne bom rekel celo samo z našo občino, ampak tudi z Pomurja, Babičev mlin, ki se na razglednicah in pa na vseh drugih spotih predstavlja in pa postavlja v ospredje že več kot 30-40 let. Znotraj tega je potem seveda potrebno izpostaviti še naravno vrednoto, se pravi ohranjanje mrtvice reke Mure, ki jih kot turistični produkt ponujamo skozi gozdno-učno pot reke Mure. Potem naslednji del, spet povezan z tem naravnim pa kulturno dediščino, je Čebelarski muzej, ki je edinstvena oblika promocije in pa čebelarstva, predstavitve čebelarstva in pa tudi sodobnih načinov trženja čebelarstva. V samem Veržeju smo zelo ponosni na centralni del z Ostričevim trgom in pa seveda na 2 naša velikana, Slavka Ostrica, skladatelja svetovnega slovesa, in pa seveda Frana Kovačiča. Ta 2 velikana naše občine imata v stavbi kulturnega doma tudi svoje spominske sobe, zelo lepo urejene in pa kar vredno obiskane. Ostricu se vsako leto še posebej poklonimo s tradicionalnimi Ostričevimi večeri, ki potekajo ob koncu meseca maja, vsako zadnjo soboto v mesecu maju. Skupaj z Zavodom Marjan, ki je tudi eden večjih ponudnikov prenočitvenih kapacitet, skozi različne projekte nadgrajujemo to zgodbo v smislu izobraževanja in pa predvsem v smislu turistične ponudbe, tako imenovanega kulturnega turizma. Tukaj si upam trditi, da nam je v zadnjem desetletju uspelo narediti pomembne korake naprej. Nenazadnje se to odraža tudi v eni večji prireditev v naši občini, to je Miholovem sejmu. In ta Miholov sejem res postavi na ogled vse tisto, kar rokodelci, predvsem pomurski, pa tudi širše, lahko ponudijo in se nekako pozitivno ali pa dobro vklaplja v koncept razvoja rokodelstva in rokodelskega centra v Veržeju. Nenazadnje pa je tudi Božična vas Banovci, ki je kot turistični produkt vsako leto v decembru zelo dobro obiskana. Gre za to, da Banovčari, domačini na svojih dvoriščih na ogled postavijo svoje jaslice. V koncept ponudbe kulturnega turizma in pa turizma s poudarkom na varstvo narave zagotovo sovpada tudi ena pomembnejša prireditev v naši občini, to je Bioblic z reko Muro,
Se pravi, gre za zelo intenzivno doživljanje in spoznavanje narave. Ta dogodek delamo skupaj z Zavodom za varstvo narave in pa številnimi prostovoljci. Obišče ga ogromno otrok iz celotne Slovenije. No, zagotovo želimo, da se tudi v bodoče ohranja ali pa za tem trendom nadgrajuje obiskanost naše občine, predvsem v smislu nočitev. Zasebna iniciativa gradi določene nove kapacitete v Banovcih, v Veržeju in prepričan sem, da bo to prispevalo k še večji obiskanosti naše občine in pa tudi k še večjemu številu nočitev. Rokodelski center Duo Veržej smo nekako uspeli ustanoviti v letu 2009. Takrat smo nekako začeli aktivno sodelovati z okoljem, pregledali, kaj se na terenu z vidika rokodelstva v Pomurju še dogaja in načrtno začeli ohranjati znanja, spretnosti in pa rokodelske veščine. Rokodelski center obiskujejo predvsem turisti, obiskovalci, ki preživijo tukaj več dni in si tako seveda svoj čas še obogatijo z obiskom našega centra. Seveda pa je tudi kar nekaj enodnevnih obiskovalcev. Zavod Marjanov Veržej in občina Veržej sta skupaj tukaj v rokodelskem centru tudi ustanovila TIC za turistično-informacijski center za občino Veržej, ki deluje po delovnem času rokodelskega centra vsak dan od 9 do 3, ob sobotah od 9 do 12. Občasno, ko so tukaj razstave, pa seveda tudi prilagodimo delovni čas. K temu dogodku smo potem seveda vsako leto skušali priključiti zanimive vsebine, tako da sedaj v sklopu Miholovega sejma ocenjujemo tudi Prleško Tünko, izvajamo festival, otroški folklorni festival Mihec Fest, imamo blagoslov folklornih kostumov, tako da je res pisanost tistega dne, dogodka sedaj že na zavidljivi ravni. Poleg seveda tega osrednjega dogodka pa predstavljamo in pripravljamo različne razstave. Vodilni razstavi sta zagotovo božična razstava jaslic, katero smo tudi povezali z ostalimi ponudniki v božično prlekijo, ki se odvija vsako leto na več lokacijah. Potem razstava velikonočnih pirhov je prav tako zelo poznana, ne samo v Pomurju, pač pa na celotnem ozemlju Slovenije. V prodajno-razstavni galeriji prevladujejo zagotovo izdelki iz gline, seveda pa je tudi veliko izdelkov iz koruznega ličja, slame, torej teh tradicionalnih materialov, kakor seveda tudi les, razne igrače iz lesa in pa seveda torej tudi sodobnih, kot so iz različni izdelki iz blaga, potem iz žice, stekla, nakiti, predvsem dekorativa, kakor seveda tudi uporabni izdelki od vzglavnikov iz ajde, pa vse do lokalne kulinarike. Nahajamo se v Ekomuzeju za rokodelstvo, ki predstavlja nekako strokovno središče našega rokodelskega centra, kjer imamo po posameznih rokodelstvih predstavljene izdelke, ki so tukaj na tem našem področju se izdelovali skozi čas. Tako najdemo tukaj v teh prostorih tako tiste izdelke od nekoč, kakor tiste, ki jih izdelujejo rokodelci danes. Tako organiziramo izobraževanja za poklice, torej daljša usposabljanja za različne ciljne skupine, od brezposelnih do tistih, ki bi želeli svoja znanja še poglobiti, kakor seveda tudi za osnovne šole, različne tehnične dneve z rokodelci, nenazadnje šolo v naravi, in pa seveda je rokodelska delavnica odprta tudi za turiste, obiskovalce, ki prihajajo v našo regijo in si želijo rokodelstvo občutiti tudi na svojih rokah. Zavod Marjanov Veržej v enotah Penzion Mavrica in Center Duo skupaj nekako smo
ustanovili še ta kamp, kjer ponujamo bivanje v naravnem okolju in potem v rokodelskem centru delanje z naravnimi materiali. Zanimivost kampa je zagotovo zemljanka, gre za tako imenovani glamping, glamurozno kampiranje. Kamp je odprt od junija do sredine septembra, kjer je torej mogoče prespati tako v zemljankah ali si postaviti nenazadnje tudi svoj šotor. Sama zemljanka pa ponuja nočitev za 4 osebe in seveda tudi vso potrebno infrastrukturo, tuši, WC-ji in pa mala čajna kuhinja. Seveda pa je možno tudi nekako skupaj z penzionom Mavrica tudi prehrano urediti tam.
Občina Križevci, ja, in to zelo, je najbolj prepoznavna po konjih kasačih. Tu je najdaljša tradicija v Sloveniji, tu so bile prve kasaške dirke, tu je bil prvi kasaški oziroma konjeniški klub takrat in zaradi te bogate tradicije, zaradi naših rejcev, tekmovalcev in konjev, ki so najboljši v Sloveniji, ti naši rejci in tekmovalci dosegajo ne samo najboljše rezultate doma, ampak tudi v tujini so precej močni, zelo prepoznavni. Zato ima naša občina tudi grb v grbu konja kasača. Zaradi te dolge tradicije, zaradi uspešnosti naših rejcev, konjev kasačev, smo na elitnem prostoru naše občine postavili inštalacijo konja kasača, delo priznanega, svetovno znanega umetnika, vse z namenom, ki ima neko, poleg tega, simbolično vrednost, ima tudi nek namen. Namreč naj bi vsi ti naši tekmovalci, rejci, vsaj enkrat letno pustili tam eno potkev za srečo za naslednje leto. In še pa drugo krožišče, ki je prav tako nekaj posebnega, je pa delo Roberta Juraka, našega priznanega umetnika, ideologa, prijetnega sogovornika. No in tam je, v tem križišču je pa neka nasedla ladja, ostanek Panonskega morja, vse izhaja iz preteklosti, to, kar dejansko mi zdaj imamo tudi križišče, ki ga vredno si ogledate. Moram izpostaviti najprej mednarodno kiparsko kolonijo, katero sem že omenil, na katero pride 15 in več umetnikov iz različnih držav. Tukaj so te dni, tukaj ustvarjajo, tu nekaj ostane. V septembru, ko naša občina praznuje, imamo že dokaj prepoznavno prireditev Prleška gibanica. Gre za turistično gastronomsko prireditev. Tako imamo v decembru, 26. decembra, žegnanje konjev. Pride res veliko število konjev in pa tudi obiskovalcev. Imamo Eko hostel. Gre za nočitvene kapacitete, moram reči kvaliteten Eko hostel, ki ima tudi zdaj z letošnjim letom nove zunanje mobilne enote. Pač ljudje lahko tam prespijo, tudi nekoliko drugače. Za gostilno Zorko je športno-rekreacijski center, kjer so igrišča takšna in drugačna, urejena, kjer so že prostori, kjer je vsak vikend so zasedeni za takšna in drugačna družabna srečanja. Občina je začela graditi doživljajski park. Bodo ta park namenjen sprostitvi, namenjen bo rekreaciji, bodo tudi taki elementi zelo zahtevni, da bo jih težko premagati. Tako da bo ta doživljajski park, poleg tega bo tudi učne vsebine na kar velike površine, bo namenjen vsem generacijam. Občina ima bogato naravno dediščino predvsem, in na to tudi stavimo v prihodnosti, In kar je mogoče največji adut naše občine, speči biser, jaz pravim, ki ga treba na njem delati, je pa Gajševsko jezero. Gajševsko jezero, katerega smo začeli vlagati zadnje leto. Pravzaprav lani smo odprli prvi del sprehajalno-učne poti okrog tega Gajševskega jezera. Bolj atraktivnejši del poti prihaja naslednje leto ali pa v naslednje leto, odvisno od sofinanciranja, kako bomo uspešni. Čez reko Ščavnico, po gozdu, nad samim jezerom, z razglednimi točkami, z opazovanjem ptic, ki so samo pri nas v tem Gajševskem jezeru. Da je to ena zaključena celota in sama pot dolga okrog Gajševskega jezera je 3,7 km, kar je tudi za sprehod, tudi z kolesom, da se dalo to premagati, zanimiva. Nekoč je živel nenavaden fant,
ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Gostilno Zorko sta ustanovila moja 2 starša leta 1981. Prej sta bila vsak v svojih službah, ampak oče je bil po izobrazbi gostinec in je vedno imel željo imeti svojo gostilno. In ta želja se me seveda tudi uresničila. Začela sta z nič in s trdim delom sta uspela gostilno zagnati in jo spraviti na dober glas in vse skozi sta tudi dobro delala, tako da je to lahko v takem stanju, kot danes je. Ja, z avtocesto se nam je res še Slovenija bolj približala, tako da tudi gostje iz Ljubljane nimajo daleč do nas. Zraven na tej lokaciji je tudi so Banovci, turistično kraj, kar je tudi dobrega pomena. Pa Ljutomer kot mesto je tudi, ima neko težo nekaj dobrih podjetnikov je tam, ki tudi radi zahajajo do nas. Sprejmemo tam do 100, tudi do 120 gostov. V glavnem želimo, da ne prenatrpamo preveč gostilne, da se lahko vseeno gostje dobro počutijo. Tako da pri nas pa se nahajajo dejansko vse vrste gostov. Začnemo zjutraj z malicami, potem 12. so že kakšna kosila, pa popoldan pa tudi večerje in pravim, tako da za vsakega gosta se nekaj najde. Tudi smo še zdaj popestrili nekaj ponudbe za mlajšo garnituro gostov. Smo uvedli še te moderne burgerje različnih okusov, tako da je tudi za njih poskrbljeno sedaj. Jaz moram reči, da imamo ekipo, kateri kuharji so že od vsega začetka skoraj pri nas, imajo stale že tudi do 20 let. Začnemo z dnevnimi malicami. Vsak dan je pri nas nekaj na žlico. To je skoraj vedno imamo bograč, telečjo obaro, vampe, potem imamo vedno nekaj od svinjine, od teletine pripravljenega. Še vedno delamo svojo tunko, za to še vedno skrbi moja mama in delamo tunko po starem receptu. Tunko največkrat ponudimo v hladni predjedi. Glavne stvari večinoma delamo vse v naši kuhinji, ne kupujemo gotovih izdelkov, tudi od testenin, njokov domačih. Med drugim pripravljamo tudi kulinarične večere, navadno se to zgodi enkrat na spomlad in v jesen. Zmeraj tudi na kulinaričnem večerih ponudimo jedi, ki so za tisti čas značilne. Tako da na spomlad imamo že prve cvetove regrata, šparglje, v jesen pa vedno pripravimo kaj iz buče, potem kostanje so že takrat, krompir, razne koline in take stvari. Prleške jedi so, kot sem že povedal, je tunka, potem delamo ožene žgonjke, kakšno telečjo kračo imamo, zdaj tudi
oljevo govedino z bučnim oljem, potem kakšno postržačo imamo fajn. Od sladic je pa tu najbolj značilna naša prleška gibanca, ki je bila tudi letos in lani nagrajena z prvim mestom na tekmovanju tržnih ponudnikov. Ob koncu tedna ponavadi izvajamo kakšne slavja, to so razne poroke, abrahami, drugorojstne dnevne zabave. Lahko tudi gremo na teren, izvajamo razne cateringe, sprejeme. Pripravljamo različne sprejeme za poslovne dogodke in tudi privat. Vina ne predelujemo same, dobro pa smo povezani tudi z lokalnimi vinogradniki. Tu imamo v glavnem enega našega hišnega vinarja, to je Simon Černelj, kateri nam že dalj časa, že njegov oče in dedek sta nam vozila vina, tako da z njim že kar nekaj časa sodelujemo. Potem pa tu še vinogradniška družina Kos, Štajer, vinogradi Veros, potem PNF Ormož, Čurin, Prapotnik, pa ostale. Tako kot sem rasel v Gostilni Gor, sem rasel tudi ob konjih in oče me je navdušil za kasaštvo. Že od malih nog sem mu pomagal v štali in tudi hitro sem začel tudi konje trenirati kasače. Tako da nekako je to postala dodatna naša dejavnost gostilne in s konji res hodimo na velika tekmovanja tudi v tujino, v Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Madžarsko in pa tudi po Sloveniji dosti tekmujemo. Za prihodnost bi rekel, da se povezujemo z Sončno hišo in Enoteko Ljutomer, da bi naredili en skupni paket, katerega bi lahko gostje kupili kot darilo. Paket bi zajemal degustacijo par vzorcev v Enoteki, potem večerjo pri nas in spanje pri Sončni hiši, kjer bi jih razvajali še s kakšno masažo. To se nam zdi zelo dobra poslovna ideja in tako bi še bolj lahko združili to našo Prlekijo, gostom pokazali čim več. Potem v bodoče bomo sodelovali tudi v tednu restavracij. To bomo na spomlad prvič in se že zelo veselimo, kakor smo slišali od drugih gostincev, je to zelo zanimiv teden za njih in bo tudi za nas, kjer bomo dobili spet ogromno novih gostov iz vse Slovenije. Naše želje so čim več zadovoljnih gostov, ki bodo šli od nas in da se bodo še vračali. Želja je velika, da bi se povezovali tudi s kmeti, kateri redijo govedo, prašiče, piščance, tako da bi res imeli vse z bližine. In zelo dobro kaže in mislim, da bomo v prihodnosti lahko z njimi tudi dobro sodelovali.